jaz nikoli ne poudarjam mojih uspehov, ali pa jaz sem pa olimpijska prvakinja, jaz sem pa to pač ne, jaz sem si vedno želela biti kljub vsem mojim rezultatom nek normalen človek. Pač moja želja je vedno bila, da bi me ljudje imeli radi oziroma da bi se družili z mano zaradi mene, kdo sem jaz, ne kaj sem jaz. In se? Ja, zdaj se mi zdi, da sem pa res začela čutiti, da pa tisti ljudje, ki so okrog mene, so res zaradi mene, ker me imajo radi tako, kot sem, to, kar sem jaz, ne pa zato, ker sem Tina olimpijska prvakinja. Lep pozdrav, gledalke, gledalci, pa tisti, ki nas poslušate preko podcastov in vseh ostalih aplikacij. Najprej hvala lepa za vse tiste, ki ste bili z nami že ob prvi epizodi z Niko Barič, pa za vse dobre odzive. Nisem si želel, niti ni bil tak načrt, da bi imel kot drugo gostjo športnico, ampak danes je. Zakaj? Zgodba je zelo enostavna in tudi zelo kratka, zato ker ko sem bil na morju, sem gledal seveda poročila in ugotovil, da se poslavlja iz te svoje športne kariere in takoj sem si zaželel, a bi lahko imel njo. In spet zelo podobno kot pri Niki Barič in napišem, če bi morda prišla v podcast na Instagram. In ugotovim, da ima seveda tudi PR, kar je razumljivo, potem ko boste vedeli, kdo je. In še PR-ovki napišem, če bi morda jo lahko jaz povabil, da zdaj te podcaste snemam. In obe napišete, seveda pridem. Neverjeten. 2-0 vam zdaj rezultat, ko vabim svoje gostje. Ne bo tako naprej, ampak dovolj za ta uvod. Skratka, zakaj sem jo povabil? Ker sem tudi jokal, ko sem jo gledal. Malo sem čustven, to ji bom bolj tudi priznal. Predvsem pa zato, ker je izjemna ženska, ki si zasluži, da jo zelo veliko stvari vprašam. Sem si zapisal stvari, da bo vedela. Se pravi, 2 olimpijski medalji, zlato medaljo, potem vse mogoče medalje svetovnih evropskih prvenstev z evropskih iger. Ampak naj kar tako začnemo. Tina Trstenjak je današnja naša gostja. Tina, živjo. Bravo. Ja, nič. Bom tako rekel kot pri Niki. Najprej ful hvala lepa, da si rekla pridem. Ja, hvala za povabilo, pač prvi, ki si me povabil v podcast. Ja, to sem bil kar presenečen. Ti si moja druga gostja, ti pa prvič v podcastu, Ja. tako da v bistvu ne boš niti vedela, če bo slabo. No. Ne, z mano ne more biti slabo. Vem, zato sem te povabil. Še en tak moment, ki si ga moramo vsi priznati, ne, v Sloveniji. Mi imamo olimpijsko prvakinjo, to je, nam se zdi to čisto normalno, a ne? Ker vsakič, ko so olimpijske igre, vi prinesete športnike in športnice domov in kup enih odličij, ampak če bi bila ti na Japonskem, če bi bila Tina Trstenjak v japonščini, ne, bi zdaj, preden bi prišla k meni, pred tem lokalom, kjer snemamo, tem prostorom, bilo vsaj 100 gledalk in gledalcev ali pa tvojih fanov, a drži? Ja, verjetno res, ker judo je na Japonskem res znan šport, dejansko iz Japonske izhaja, tako da ja, tam so res fani tega športa. Saj mi smo tudi tvoji fani, da boš Hvala. vedela, veš, veliko je. No, zdaj, priprava na podcast, ne, ali pa na tak pogovor, tudi s strani novinarja, jaz sem zdaj 16 let, ne vem, novinar, je tako, da se pripraviš, prešteješ vse medalje, še ti tega nisi naredila, ne? Prebereš vse intervjuje, posnameš si, ne vem, stvari, ki te moram vprašati, tako da danes imam s sabo tudi en blokac, tako imam veliko vprašanj. Ampak na koncu vseeno moram priznati, da zelo malo vemo o tebi. Kako to? Ja, niste me vprašali. Ja, ne vem. Bova danes to popravila. Bova. Ampak to zdaj ne mislim samo ta športni del, ker jaz zdaj vas vabim v goste ženske, pač zdaj 2, pa vse naprej, ker se mi zdi ta pot do teh uspehov ali pa pot tudi do neuspehov ali pa tako naprej tako fascinantna, nikoli ni enostavna. In tudi pri tebi ni bila, drži, če začnemo mogoče zdaj s tem športom, vse imava en kup enih stvari za vprašati, ampak Ne, ni bilo enostavno. Moramo vedeti, da od začetka je bil judo le šport, kjer sem jaz uživala, ko mi je bilo fajn. Na koncu je pač postalo to moja služba in ne, ni bilo vedno fajn. Večini časa nisem uživala, ampak pač jaz sem taka, ko se za nekaj odločim, pač to tako mora biti oziroma pač ne bom pustila. Tako čisto iskreno, buta se bi mi zdelo, da ne vem, 2 leta pred olimpijado, ne bom več. Ja, ne, če sem pa zdaj 2 leta ali pa 3 leta trenirala, zakaj bi zdaj popustila? Ne.
Nikoli v življenju nisi pri nobeni stvari popustila? Ja, sem nehala z judom, pa sem to ne vejo ljudje. 2010 sem jaz bila prepričana, da to ni za mene, jaz bom končala. Jaz sem bila pri mladinkah že kar dosti dobra, 2 mladinske medalje iz svetovnih prvenstev, potem pa je bil tisti prehod v člansko kategorijo. Imela sem kar velike težave s težo, tako se mi je zdaj pogledam vodo, pa sem imela, ne vem, kar 2 kile več. No, v glavnem, in sem šla na članske tekme in nisem zmagala več kot eno borbo čez njo. In čutila sem preveč pritiska od sebe, od trenerja, od vseh in sem rekla, ne, to pa ne, jaz ne bom več. In sem prav spomnim se, septembra 2010 končala, to je to. Ko sem se pa januarja 2011 vrnila, zamenjala sem kategorijo in potem je pač šlo. Kdo pa je bil tisti, ki te je poklical, da pridi nazaj? Trener. Ampak v vmesnem času te je pa pustil? Ne, sam nisem bila jaz glih zainteresirana, sploh se nisem ukvarjala s tem, nisem se oglašala niti na telefon. A ja, tako? Ja, pač, Aha. ne, jaz ne bom več, to je to. No, zdaj padel je prvi tabu, ali pa ne, prva predstava tebe, ki sem imel vedno mnenje, da ti pa nisi upornica. Da si taka pridna Tina. Sej, dejansko sem jaz bila, ali pa sem še neka pridna Tina, ki sem vedno dobro sledila navodilom, tudi neka pravila sem vedno upoštevala. Niso imeli neke tak dela z mano, no. Tam, ko si me postavil, tam sem bila. Potem pa 2016, a ne, si takrat kdaj rekla, dobro, da sem se vrnila. Ja, dejansko sem se večkrat spomnila na to in sem tako sama se rekla, hvala Bogu, ne, da sem se vrnila, ker verjetno bi bile moje poti čist drugačne. Kam bi te pa odpeljali? Nimam pojma, dejansko, če me vprašaš, kaj sem tiste 4 mesece delala, ne vem, nič kaj pač. Aha. Verjetno nisem vedela točno, kaj bi sama sabo. Zdaj, ko sem pogledal, kaj so osnovne sestavine juda, a je v redu, če rečem judo, ali moram reči judo? Kakorkoli, oboje je Dobro. pravilno. Bom rekel judo, se mi zdi tako bolj domače. To sem si lepo zapisal. 8 vrlin je, a ne? Ali jih je več? A se motim? Ne, jih je 8, zdaj pa zlahče. Pogum, spoštovanje, ponižnost, prijateljstvo, čast, iskrenost, pa samo kontrola. A je to to? Ja. Okay. Pa če se vrnemo čisto nazaj, ko si ti začela z judom, si bila pač mlada punca, a ne? Takrat se te kile pa to nič ne šteje, Ne. drži. Kaj te najprej naučijo? Zavezati pas ali je res kaj drugega? No? Jaz mislim, da mene so najprej naučili zložiti copate, pa se prikloniti, ko greš v telovadnico, nekega reda pa discipline, pa ja, itak zložiti kimono, zavezati pas, to. Potem sem se pa stvari naučila skozi igro. Dejansko meni je bil judo zelo všeč, ker smo se mi veliko igrali, ampak ogromno sem se naučila. Jaz sem pred judom začela s plavanjem in sem oboje trenirala, ampak ko se mi je začelo malo prekrivati, sem se za nekaj mogla odločiti. In v tistem primeru je pa pač judo prevagal, ker mi je bilo bolj zabavno, bolj mi je bilo všeč. No, to sem hotel vprašati, zakaj judo? Kako se deklica odloči, da bo ona zdaj, ne vem, metala druge deklice po tleh? Čist nenačrtno. Niti nisem vedela, kaj je to judo. Meni je bilo zelo fascinantno, da ko smo se mi vsak vikend peljali mimo kluba, ker so moji stari starši bili zaživeli, da je bilo tam ogromno avtov parkiranih. To je pač, jaz to vsak vikend gledala in sem potem enkrat starša vprašala, kaj je tam. In sta mi povedala, tam pa trenirajo judo. In jaz seveda takoj navdušena, da jaz bi tudi to, ne. In sta rekla, ja, naslednji teden te peljemo in je en teden minil, pa nič. Gremo naslednji vikend. Pa sem jaz vprašala, no kaj pa zdaj, ne, sta pozabila in sta res mislila, da bom jaz pozabila, jaz nisem in sta me potem enkrat res peljala. Moram pa povedati to, da mi smo imeli v naši družini eno pravilo, da jaz, če se za en šport odločim, ali mi je všeč ali ne, eno šolsko leto moram hoditi. Aha. Ja, to je mami rekla, ti se lahko odločiš karkoli, ampak eno šolsko leto boš hodila, ne glede na to. Ampak po olimpijadi v Rio mi je pa priznala, veš, tudi če bi se ti odločila, da pa ne boš, ker nismo ti niti hoteli kimone kupiti pa to, tako da tudi če bi ti rekla, da ne, da pa jaz pa ne bom več, bi ti kar pustila, veš. Zdaj malo goljufam, zato ker preden smo prižgali kamere, malo klepetala, ne, pa si mi izdala, da v resnici, ko si pa hodila na judo, pa ti sploh ni šlo najboljše, ne? Ne, jaz, ko sem bila na začetku,
svoje poti. Meni sploh ni bilo pomembno, ali je zmagam ali ne. Prav spomnim se, imeli smo novoletni turnir v klubu. Jaz sem leta 98 začela septembra, imeli smo za ta božič pa to nek turnir in starši niso bili tam, prišli so me iskat. In jaz sem prišla z medaljo in zelo vesela, ne? In sta me vprašala, no, kak je bilo ful fajn, dobila sem medaljo, kaj pa zmagala si tudi kaj? Ja, to pa ne. Tako da ja, ne, na začetku sem bila zadnja ali pa sem bila tretja od 4. Zato, ker si želim, da bi skozi pogovore s takimi ženskami, kot ste vi, ki še bodo, ali pa kot si ti pa Nika, tudi mogoče starši dobili kakšen nasvet. A je prav tako, da damo otroke v šport, pa od njih ne zahtevamo že ta prvo leto, ko v bistvu se igrajo, tako kot si ti rekla, naj se igrajo, naj jih ne usmerjamo že, ti pa moraš domov prinesti medaljo tudi potem, ko zmagaš. No? Ja, jaz mislim, da ja, in da marsikdaj se zgodi, da starši hočejo svoje neke želje pa cilje skozi otroka doživeti in si otrok tega sploh ne želi. Tako da ja, pustimo jim, da uživajo, ker dobro je, da se ukvarjajo, ne glede s katerim športom, ampak šport je le nekaj da. In motoriko, in neke fizične sposobnosti. Po drugi strani pa tudi, jaz sem se ogromno naučila, red, disciplina. Vsi vemo, šport je dober. Zakaj te niso dali morda v glasbeno šolo? Ker me je vedno samo šport zanimal. Nič drugo. Ampak zdaj, malo bo preskakovala, zdaj, ko si se poslovila, pri 32 letih si šla v športni pokoj, da smo bolj natančni, nisi upokojenka, ker kot dobro upokojenka, tako dobro izgledaš, še nisem videl. Si pa vsem pela, to pa je ena glasbena vrlina. Ja, dajmo reči, da se mi je uresničila otroška želja, ker na moji zabavi so me moje prijateljice Bebop Ladies presenetile in so zapele. In dejansko, no, sem tudi jaz malo zapela z njimi. Hvala Bogu, da sta Alenka in Tinkara tudi pele, da se mene ni slišalo tako zelo, ampak jaz sem uživala. No, pa si v osnovni šoli smo tudi vsi pela, nismo? Eni ste, mogoče. Jaz nisem, ker me je moja učiteljica glasbe, ne bom rekla vrgla iz pevskega zbora, ampak na lep način mi je rekla, Tina, prosim, če zapustiš pevski zbor, ker blundaš. In moje sanje so bile uničene. In potem si šla v šport in odločitev je bila prava. Ta tvoja poslovilna zabava je bila prav simpatična. No? Že ko berem, naslove o Tini Trstenjak, povsod piše, da si taka zelo preprosta, preveč ponižna, sem nekje prebral. Bom te pol kasneje vprašal, kaj to sploh pomeni, ampak zabava je bila pa res super. Mi smo imeli tam našega kolega Aleksandra Pozveka, potem sem pa tudi videl, da si se vsakmu gostu, ki je prišel, posebej zahvalila, ga objela, poklonila. Kako si izbirala goste, pa zakaj? Kako se sploh posloviš? Kako se olimpijska prvakinja poslovi? No? Dejansko ideja za to zabavo je prišla lansko leto, ko sem jaz bila na eni 40-ki in sem sredi te zabave samo se rekla, to bi jaz lahko organizirala nekaj takega kot moja poslovilno zabavo. Ker jaz sama nikoli nisem neke zabave imela, ne za rojstnodnevne, ne, tisto, ko smo prišli z olimpijskih iger, ampak to je bilo bolj kratko, pa vse malo si utrujen, ni bila taka res zabava. To bom jaz naredila, ne? Ampak pa sem se pa kar na hitro mogla posloviti, zdaj mogla, to je pač tak izraz, ampak ja, decembra sem se jaz poslovila in neko decembra ne moreš organizirati te zabave, sploh če želiš imeti zunaj. In počakajmo na poletje, zdaj julij pa avgust imajo ljudje dopuste, to ne bo šlo. September je tako že, ne veš, kako bo z vremenom. Juni. In potem je bilo treba najti nek datum, ker zdaj jaz delam se Svetovno judo zvezo, sem se mogla malo prilagoditi na datume in pa smo končno našli datum. Bilo bi še malo več gostov, če bi prišli ti iz Svetovne judo zveze, pa sem zbirala prijatelji, družina, tisti, ki so me podpirali. Zakaj sem jaz dala neko darilo oziroma zakaj sem jaz to organizirala? Jaz sem želela dati ljudem, ki so navijali za mene, nekateri od začetka, nekateri šele proti koncu moje kariere, nekaj sem jim želela dati nazaj. Če sem jih jaz razveseljevala z svojimi uspehi, pa dajmo se še enkrat skupaj še zadnjič pač razveseliti.
In pa sem prišla na idejo, pa mogoče bi pa jaz nekaj jim vsakemu gostu lahko dala. In potem je prišla ta ideja z spominskim kovancem. Na eni strani olimpijska medalja iz Rija, ker po njej sem jaz najbolj znana, na drugi strani pa pač moj podpis. In so dobili nekaj, za kar se me bojo zapomnili za celo življenje. A veš, koliko je to vredno? Ja, ne vem. Ogromno. Večkrat sem zgrešil, mogo bi te prej povabiti v podcast, ker pol bi mogoče bil povabil. Okay, ja, ta olimpijska medalja v Riju, zdaj pa da priznam, jaz ko gledam šport, jaz sem tak navijač, strasten. Tudi zjutraj, ko vstanem, jaz najprej preberem športne novice, pa pol vse ostale. In jaz se prav spomnim, jaz sem to gledal in mi smo vsi jokali. Odštevali smo tiste sekunde, gledali tiste rezultat in mi smo res jokali, ker to je bilo tako in tudi ti si. Ja, to je bila časovna razlika, ne, s Slovenijo. Ja. Tako da, ja, ampak ko sem šla iz Rio, so mi napovedovali neka ameriška raziskava, oni prav napovedujejo in so meni in moji kolegici Ani Velenšek napovedali obema bronaste medalje in pač, da meni to ena reče, to kar podpišem, ker olimpijska medalja, ok, zlata je tukaj, bronasta je tukaj, ampak olimpijska medalja, pač to si vsak športnik želi. Izak, takoj podpišem in jaz sem šla v Rio, ker dosti pritiska je bilo, ampak jaz sem vedela, pač dobro, sem pripravljena na tekmah leta 2015 pa 2016, sploh ne vem, če sem katero borbo izgubila. In dejansko, če me vprašate, če sem pričakovala, da bom zmagala, nisem. Resnično, nisem. Ja, mi smo. Vsi smo. Ker je Tina Trstenjak šla v Rio kot neporažena praktično. Ne? Mi smo stavili, jaz se prav spomnim, mi smo stavili, koliko medalj bo in jaz sem rekel, da boš ti zlato prinesla. Ja, no, ampak morate vedeti, da moja nasprotnica, Clarissa Benenu, ko noben ne zna izgovoriti njenega priimka, ona je že takrat bila zelo dobra. Po mojem mnenju mogoče celo boljša kot jaz. In ona je že takrat bila evropska svetovna prvakinja, manjkalo je samo olimpijsko zlato in to sem jaz odzela potem v Rio. Ampak vseeno, ko smo mi dve prišle v finale, 90% ljudi iz judo sveta je stavilo na njo, ker prvo, kar je bila, je bolj izkušena, imela je boljše rezultate in potem pride neka Slovenka tam in zmaga. A je to, ne vem, največji dosežek, osebni dosežek v tvojem življenju? Po moje je, zdaj, če pogledamo po športni plati, je po moje največji dosežek to, da sem bila evropska svetovna pa olimpijska prvakinja naenkrat. Ja. To le redkim uspe. V Rio za mojo olimpijsko medaljo sem postala šele 8. športnica oziroma športnik na svetu v judo od začetka olimpijskih iger. To je od leta 1964. Wow. To je res redko in jaz mislim, da to je res največji dosežek. Drugi, pač moj osebni, je pa po moje ta, da me vse te olimpijske medalje, vsi rezultati niso spremenili. Ja, sem se vizualno spremenila, tudi bolj sem odprta, ampak še vedno imam neke vrednote, pa to je ostalo enako, no. Tako da. Zdaj mi daješ toliko enih poti, kam lahko gledam. Ampak mogoče je to, kar si rekla, zdaj sem bolj odprta. Res je, ko sem te takrat, se mi zdi, da spraševal, ker seveda mi, novinarji, potem vse dobitnike medalja imamo na teh vklopih. Tako kot si ti rekla, vsi vas hočemo tiste 2 dni, vse te sprejemi so seveda v Ljubljani pa v domačih krajih, vi ste seveda utrujeni, ampak takrat jaz dobim 3 minute s tabo. In vsi imamo isto vprašanje. Ja. A je grozen? Pač, ko bi se vse kdo spomnil, da bi me kaj druga vprašal, ne pa samo, kako se počutite, ne glede na to, ali sem zmagala, ali sem izgubila, je bilo vprašanje. In kako je bilo danes na tekmi, in kako se počutite, pač vedno eno in isto, pa vse televizijske hiše isto. Zdaj se v imenu vseh opravičujem, ne vem, če sicer bodo drugi se s tem strinjali, ampak mi smo tudi pod časovnim pritiskom, moramo čim več. Hecam se. Zdaj bom povabil žona, mi dva tukaj sediva tako v takem malo osebnem ambientu, on pa nama ponavadi prinese, oziroma tako sem si jaz zaželel, da bi vedno mojim gostem prinesel tudi kakšen koktejl, njim pisan na kožo. Športnice, športniki ne pijejo, razen ko pijejo. Kako pa je z alkoholom pri tebi, no? Ja, jaz v času moje aktivne kariere nisem pila.
če tu zdaj ne štejem zraven za novo leto, ko nazdraviš, pa za rojsten dan, ko nazdraviš. Kaj pa po zmagi, naprimer v Riju, a ste nazdravili? Niste, a ne? Ne. Aha. Pa tudi pol, ko sem prišla domov, ja, se je bila zabava, se je bil sprejem, sem... No, veš, to je to, kar sem prej rekel, da mi odpiraš to poti, ta trenerska vzgoja, o tem bova veliko govorila, ne? Ampak okej, vprosti, ja. Ja, in no, zdaj pa, ja, tu pa tam, če je pač neka priložnost, da je dobra družba, pa ja, zakaj pa ne, no. Dobro so otvorila tale pogovor, daleč od tega, da si ti zaprta oseba, tako super simpatična in imam res veliko vprašanj, sem res vesel, da si prišla, zato Žon, prid, da nama nekaj zmešaš, pa bo pol midva s Tino nadaljevala. Ja, zdravo. Zdravo. Sej nekaj sva, preden smo začeli snemati, sva se nekaj malenkost pogovarjala, zdaj pri nam je ponavadi tako, da dosti gostov, ki pride, v bistvu niti ne vejo, kaj bi pil. Jaz sem tudi jaz. In zdaj, načeloma jim sicer pokažemo sezonsko karto, ker imamo gor pač za tekočo sezono signature pijače. Ampak za Tino mora biti nekaj posebnega. Ja, to mora biti. Seveda. Karkoli, samo da ne bo grenko. Da ne bo grenko. Pa ti pa še bolj kislo, sladko, kakšna kombinacija, v katero smer bolj seže. Bolj sladko kot kislo. Bolj sladko kot kislo. Sam ne preveč sladko. Ne pa preveč sladko. Ja. Okay. Ja, jaz sicer imam nekaj v mislih, a si na karkoli alergična. Ne. Razen vprašanje kakšna? Kako se počuti? Tako da, ko boš prinesel, ne bom vprašal, kako se počuti. Prav? Zmerno. Hvala lepa, zame pa kar klasiko. No? Klasiko? Ja. Ja, prodaj imava ene, dve. Ja, nekaj zelo. Tako. Odkar imam hčerke, praktično ne. Zdaj pa odkar snemam tukaj, pa ja. Ja, nekaj tazga. Nekaj klasičnega z rumom, pa za tebe pa tudi v misli. Super, hvala. Ja, no zdaj pa tako. Začneva morda pri tvojih starših. Okay. A je bil tvoj trener nadomestni starš, pa ne zato, da onadva ne bi bila, ampak ko beremo, kako v judu ta pravila, ta strogost, vse to deluje, imamo občutek, da tisti, ki ima glavno besedo, je bil vsaj v vašem klubu ali po slovenskem judu dolg časa Marjan. Ja, dejansko bila sem z njim več kot svojimi starši. Če že gledamo priprave, je bil on tam, treningi, 2 treninga ali pa 3 treningi na dan, plus tega moramo se zavedati, da moja starša sta hodila v službo, torej mi smo se ponavadi videli samo zvečer. Tako da ja, imel je zelo veliko vlogo tudi pri moji vzgoji. Kot sem že prej rekla, nek red in disciplina. To sem se pridobila v klubu. A je, zdaj mi fantje veljamo za bolj močne, pa da ne jokamo, pa gremo na trening, pa nam pač mogoče zaženemo kakšno plastenko v koš ali pa kam drugam. Kako je pa pri puncah? Ker vsem ta red in disciplina ni enostavna, saj pri Marjanu, tako smo slišali. No? Tisti, ki ga ne poznajo ali pa ki ne spremljajo juda, Marjan je svetovno znana trenerska zvezda, ki ga častijo na Japonskem, zato sem na začetku naredil ta uvod, to pomeni, da ga ni višjega kot je Marjan in on je poskrbel za te uspehe pri nas, ampak vedeli pa smo, da tudi on je dostikrat povedal, da to lahko uspe zgolj, če sledite njegovim navodilom. Ja, zato pa jih ni veliko. Ne bom rekla uspehov je kar dosti, ampak ljudi, ki bi to sledili. Ja. Moramo vedeti, 4 punce, 6 olimpijskih medalj in vse te medalje samo iz enega kluba, edina medalja v judu. To nekaj govori... Da ste nekaj prav delala, ne? Ja, drugače pa... Ja, težko z njim, pa ne gre brez njega. Ja, ampak ti, če slediš njegovim navodilom, pravilom... Koliko je to enega odrekanja? Ne znamo si predstavljati, se veš, mi športnike gledamo, ko zmagujete, vas kritiziramo, ko ne, si ne predstavljamo pa, kaj je vaš čas v pripravah na te tekme. No? Ja, ogromno nekega vložka časa v to. Je pa res, da ti, če se za nekaj odločiš, boš vse posvetil temu. Jaz recimo nisem bila ne na maturanskem plesu, ne na maturancu, ampak to se mi je zdelo v tistem času čisto normalno za mene, ker sem pač imela druge prioritete. To je, nimaš ti vedno časa za družino, za prijatelje. V življenju nisem šla ven na nek koncert, pač nič. Dejansko sem živela v nekem svojem mehurčku.
trening, domov, hrana, trening, domov, spanje. Ampak Prej si rekla, sam pogledala sem vodo, ko si bila še mlajša, pa se mi zdelo, da sem 2 kg dobila. V kategoriji do 63 kg si bila. Ne, to sem bila do 57, ker sem pri mladinkah sem bila v nižji kategoriji in zato sem tudi potem prestopila in je bilo dosti lažje, ker sem dejansko lahko nekaj pojedla, pa popila. Prav si imela, kaj lahko ješ, koliko lahko ješ? Ne. Če je naš trener res veljal za strogega, je bil pri vsem strog, samo pri hrani ne. In dejansko on je vedno rekel, pač jejte, kar hočete, oziroma tudi, če je to čokolada, to pomeni, da vaše telo to potrebuje, pojejte. Ni nam nikoli, da bi nam neko hrano prepovedoval. Je pa zagovornik tega, da pač vse je pač v hrani, da ni pa zagovornik dodatkov. Recimo sama, pa tudi ostale punce, nismo imeli nobenih dodatkov do mogoče 2 meseca pred olimpijado. Nas je pelal zdravniku, so nas pregledali, njihovo telo potrebuje to pa to, in potem smo te dodatke imeli 2 meseca pred olimpijado, pa potem spet ne. Kakšni so to dodatke, da ne bo kdo zdaj mislil, da ste bili na dopingu? Ne. Vse, kar je dovoljeno. Pač jaz vem, da imamo ogromno športnikov v Sloveniji, profesionalnih, neprofesionalnih, in že ti neprofesionalni se obnašajo kot profesionalni in jemljejo od proteinov, aminokislin, kreatina, ne vem kaj. Sama kot profesionalna športnica tega nikoli nisem jemala. Mogoče 2 meseca pred olimpijado. O teh stvareh govorimo, dovoljenih. Sej. Sem rajši vprašam, da ne bo kdo... A si jokala kdaj? Ne po tekmi, pred tekmami, na treningih, po treningih. Po moje pred olimpijado v Rio zadnji mesec, vsak dan, ko sem šla iz treninga. Ker dejansko je bilo zelo naporno. Pa tudi med treningom sem ko mogoče bom jokala, ampak bom še vedno nadaljevala, pa še vedno bom trenirala. Pač ko nek robot sem bila. Kdaj pa ti na Trstenjak zadnjič jokala? Na poslovelki? Ko se je odvrtel moj filmček oziroma videomen. Nažalost ga ne morem pokazati ali pa tako, ampak povedala si mi, o tem bova tudi še govorila, kje zdaj delaš, da so pripravili video s tvojimi posnetki, ko si bila še čist majhna. Edin prvih 5 let manjka, ne? Ker pa kasneje so vprašala mami, zakaj pač imamo šele samo od 2003 posnetke. Je rekla, takrat smo ugotovila, da pa mogoče pa splača kupiti kamero. Tako da nimam nobenih posnetkov, imam slike od, ko sem bila mlajša, ampak od 2003 na vsaki tekmi, kjer sta me spremljala, moja starša, kjer sta navijala za mene, sta to tudi posnela. In tudi potem, ko sem že bila članica, recimo zadnja leta, ko so bile tekme, recimo Grand Prix v Zagrebu ali pa v Budimpešti, sta vedno šla gledati in sta tudi posnela. Tako da imam ogromno posnetkov. Zdaj, koliko se spremeni, ko starši dobijo hčerko kar naenkrat in ta postane profesionalna športnica? Koliko se njuno življenje spremeni, te vikendi, vožnje na treninge? Jaz mislim, da je njuno življenje se je spremenilo takoj, ko sem začela trenirati judo. Mogoče ne takoj, ampak ko sem začela tekmovati, sta me vozila na tekme in dejansko vse sta posvetila meni oziroma mojemu športu. Potem je postalo dosti lažje, ker dejansko si tudi financiran strani zveze in potuješ drugače. In jaz mislim, da je za njo bilo mogoče kasneje celo malo lažje kot na začetku. Evo, izvoli. No, se opravičujem, da sem tole pa zmotil pogovor, to je pa nažalost narava mojega dela. Zdaj, tole je pijača, ki smo naredili za lansko letni Valentinov meni, se mi zdi. Imaš pa na osnovi džina, sirupa iz IPA piva, se pravi, pivo spremenimo v sirup, limonin sok, malinin pire, pa pasterizirane beljake, da imaš lepo kremno teksturo po vrhu. Načeloma je pa po okusu tako nekako, kar si opisala, tako da res upam, da ti bo všeč. Zdaj, tematsko je pa za Gregorja tudi koktejl, ki ima noter pivo. Je pa temen rum, kraken, Guinnessova redukcija, limona, mičken simple sirupa, pa tako beljaki. Tako da upam, da bomo všeč. Hvala lepa. Hvala.
ujema se s tvojimi nohtki, tako da če se to vidi. Že izgleda odlično, tako da No, ne evo. dvomim. Tisti, ki ne gledajo ali pa sam poslušajo, bom zdaj rekel, seveda pitje alkohola odsvetujemo in tako. Ta del je zelo pomemben, ampak pa se mi zdi, da tako stvar tukaj med nama je en tak intimen del, en dodatek smo se malo zmislili, no, čisto. Ja, zdaj bom morda še eno vprašanje glede Marjana. Vem, da smo potem ga spremljali, ko je šel en na romanje, a ne? Ja. Kam se pa ti obračaš, ko rabiš, ne vem, imaš Boga, imaš knjige, kaj je tisto, kamor ti pobegneš, no? Kamor prosiš, da se ti nekaj zgodi, kar si zaželiš? Obstaja kaj takega? Pač niti ne, res, da zdaj prej nisem tako veliko brala, zdaj pa kar dosti berem, ampak so mi všeč te, kako bi temu rekla, ko delaš na sebi, te knjige. Drugače pa, jaz sem bila v svoji karieri zelo vraževerna. Pač sploh ne vem, če to ljudje vejo, ampak itak sem imela 2 kimone, eno modro pa eno belo, za tekmovanje, samo ne. In potem pa, jaz sem mogla imeti vse stvari iste, pač na vsaki tekmi iste, od nogavic, spodnjega perila, bele, ker imamo bele majice, točno posebej za tekmovanje, ker se mi je zdelo, če bom jaz to pozabila, da jaz ne bom mogla dobro tekmovati in da ne bom zmagala. Saj nisem vedno zmagala, ampak to je meni prinašalo srečo. Ampak, ko sem se odločila, ok, zdaj pa je to zamenjati, sem si izbrala nekaj drugega, kar mi bo prinašalo srečo in je pač tisto postalo moje srečno spodnje perilo ali pa, no. Tako da ja, jaz sem zelo, zelo vraževerna. Ampak jaz nikoli nisem pozabila, ker sem zelo organiziran človek in če ne pozabljam. Zdaj nisi več vraževerna? Jaz zdaj ne tekmujem več, ne rabim srečne kimone pa srečne majice pa. Zdaj si dobila novo zaposlitev in to zelo pomembno zaposlitev, a ne? Zdaj si v bistvu 2? Ok, greva najprej prvi, to je mednarodni. Ja, se sta obe mednarodne. Ok, kar povej. Ja, ena je, da sem supervisor na tekmovanjih. Nad sodniki, a ne? Ja. No, to sem. To si, Ja, ta druga je pa v bistvu, da pomagaš pa svetovni judo zvezi, a ne? Ne, druga pa je, da učim v akademiji, ker naš šport je edini šport na svetu, ki ima svojo univerzo, uradno. In na praktičnih izpitih sem v timu ekspertov, ker učimo in preverjamo trenerje. To tudi na mednarodni ravni? Ja. Svetovno je tudi svetovno, vidiš, pomagaš, ne? Kdo te je poiskal? Oni? Ja, jaz nisem prosila njih, niti si nisem predstavljala, da bi to šlo v to smer. Ampak se je vse skupaj začelo lansko leto, ko sem bila na eni tekmi, šla sem gledat in so me povabili in sem dobila sporočilo, please go to technical table, temu, pa sem tako, ok. In potem sem šla in mi reče, veš, mi imamo na Svetovni judo zvezi akademijo, kaj bi ti se učila, pač level 1 za inštruktorja, pa jaz tako, ne, jaz si ne želim biti trener, zakaj bi jaz šla to se zdaj učiti, pa poletje je, pa prvič, da sem jaz v življenju fraj, pa da lahko uživam poletje in zdaj se bi jaz mogla učiti, ne. In on meni reče, ja, pa veš, imamo nek special, neki, mi te plačamo, to je bilo na soboto, začneš pa v ponedeljek. To je bilo čez 2 dni, ne. Pa jaz, ne, lahko pa potem marca uradno, ampak si sama plačaš, ja, bom šla marca. In on meni, ja, to je sam predsednik te akademije, ne. Je govoril z mano in on je mene prepričeval, ne. In mi reče, no pa premisli, pa sem jaz rekla, ok, bom premislila, jutri sporočim. In sem pa rekla, ok, no, če pa oni to meni plačajo, pa zakaj pa ne. In sem jaz to začela, jaz sem to ful dobro opravila, saj sem imela med 90 pa 100% to online. Sem prišla na praktični preizkus, se še ni končal, ko oni meni rečejo, kaj bi šla ti naslednji mesec z nami, pač mi bi te vzeli v svojo ekipo, ne. Ok, tako se je to začelo, ne, na Svetovni zvezi. Torej, prva služba je bila ta, da učim trenerje. In mi naredimo to prvi teden, se pogovarjamo, jaz sem še vedno bila aktivna športnica, nisem še končala uradno svoje kariere in se tudi o tem pogovarjamo in sem povedala, da ne vem, kaj naj zdaj v življenju delam, ne, pač in so mi rekli, ja, bomo mi ti bomo pomagali, ne, in sem
tako sama pri sebi si mislila, ok, ko ti to ene reče, to še ne bo jutri, pa pojutrišnjem, ne. No in potem sem pa decembra šla si ogledati zadnjo tekmo leta Masters v Jeruzalem. Povabljena sem bila na gala večerjo in se nekot najdema z predsednikom Svetovne judo zveze takole. Pa jaz njemu, good evening, on pa meni, Tina, jaz slišim same dobre stvari o tebi, jaz te želim v mojem timu supervisorjev. Tako sem bila šokirana, da sploh nisem mogla, kot je to sam predsednik reče, jaz to nisem mogla verjeti. Ok, pa sem si spet mislila, ja, to on govori, to ne bo. In čez 2 dni sem bila povabljena na sestanek in prvič v življenju sem se sama nekaj odločila, ker ponavadi sem jaz ta človek, ki vpraša 5 drugih, preden se odločim, in tam sem se pa na mestu mogla odločiti, ker je bilo, mi ti ponujamo tole pa tole, sprejmi ali pusti. In sem rekla, ok, in evo, in sem potem, zato sem prej na začetku rekla, da sem mogla končati kariero decembra, ker sem mi dal, ok, do konca leta moraš zaključiti, mi te ne moramo na ta položaj vzeti kot aktivno športnico. In evo, sem zaključila in januarja sem takoj začela. Pol leta je zdaj to, si se prav odločila? Ja, jaz mislim, da sem se in tudi mislim, da sem ogromno napredovala, ker ljudje zmotno mislijo, da ker sem jaz olimpijska prvakinja, ker vse znam in ker vse mi je lahko in ker pač znam vse. Ampak ne, jaz ko sem prišla v akademijo, sem imela občutek, jaz se moram učiti judo od začetka, jaz nič ne znam. To je bilo prvo. Ko sem pa prišla tam kot supervisor, je pa prva stvar bila, da sem se mogla vsa pravila naučiti, ker jaz kot športnica, kot judoistka, jaz nikoli si nisem v življenju prebrala pravil. Sploh nisem vedela, da imamo napisano pravila. Zdaj veš. Zdaj vem, še vem jih celo na pamet. Evo, izvoli, lahko probaš, jaz bom tudi svojega, potem pa nadaljujem na zdravje. Hvala lepa še enkrat, da si prišla, jaz si to res štejem prav v čast, da imam olimpijsko prvakinjo. Odlično je. Je, no vidiš. In ena stvar se mi zdela tako zanimiva, ne? Slovenski športniki nas res razvajate in zato včasih niti ne znamo ceniti, kaj pomeni, da si olimpijski prvak. Če bi v Ameriki bil olimpijski prvak, ne glede v katerem športu, ne? Tudi če je to, ne vem, pa zdaj ne bo nobenega izpostavil, da ne bo kdo užaljen, ampak tam v trenutku postaneš preskrbljen za celo življenje. Ti si z dežele v klubu, a ne? Ja. Na teh džamov plakatih smo te videli, vemo, kdo je tvoj pokrovitelj, a se da od juda živeti? A si ti lahko od tega živela? Jaz Od zlate medalje, bom Ne. več tako vprašal, no? ne. Pač, da meni do konca življenja ne bi bilo treba delati. Ne. Tudi, če pogledamo tekmovanja Grand Prix, Grand Slami, to niso take denarne nagrade, kot na teniških turnirjih ali pa ne vem. Sploh se ne moremo primerjati z nobenim športom, ker pač ni judo tak šport. In ne morem živeti od zlate olimpijske medalje. A je to hudo? Tako, a ni hudo v bistvu, ne? Si v soju žarometov, vsi te želijo pred pa po tekmah in potem ti res osvojiš vse to, kar je možno, ne? In potem je ti na Trstenjah spet v telovadnici na tatamijih. Pač dejansko sama se s tem nikoli nisem obremenjevala, ker pač to tako je. Zakaj? Pač sprejmeš, pa greš naprej. Ni mi, zdaj da pa jaz me to žalosti ali pa karkoli, dejansko sem sprejela in jaz grem neko svojo pot. Ja, zdaj odlično pot. Še ena stvar me je zelo zanimala. Nikoli, kako je z ljubeznijo? Ti si rekla, jaz sem dal svojo mehurčko, imela sem čas za trening in potem trening in še trening, potem je bil na primer Rio, pa pol Tokio in tako naprej. A obstaja čas za ljubezen Ja, pri športnikih? Ja, verjetno, zdaj če globalno gledamo, verjetno ja. A kaj pa pri tebi? Ja, pri meni pač so bile prioritete druge, kot sem že prej rekla. Pač določiš si neke prioritete. Pri meni je pač so bili rezultati in jaz sem se sama pri sebi zavedala, da če bom jaz imela fanta, jaz ne bom mogla biti 100% na obeh področjih. Tako pri njemu, kot na treningu, na tekmovanjih v pač svojem športu. In zakaj bi jaz trenirala 2-krat ali pa 3-krat na dan, toliko vlagala, da bi bila jaz polovična? Jaz to res nisem rada jaz vse rada delam 100%. In sem si pač druge prioritete. Kaj pa zdaj?
Zdaj pa, zdaj pa je zelo težko najti nekoga, ki bi bil normalen v moji generaciji. Veš, da sem mislil, da to za mojo generacijo velja. V redu. Ja, moram vprašati, kakšen pa bi torej mogel biti? Ne vem, nekdo, ki bo razumel moje življenje. Kar je precej težko, ker Ker je bilo tako in zdaj je tako, a ne? ja, in tudi jaz sem tak kar težek karakter. Pač, ja, ni najlažje živeti z mano. Ker kaj, zjutraj pospraviš poslo kot vojak, potem Ja, to copate tudi. Pri meni je vse pospravljeno doma. Aha. Ampak ne, na splošno, jaz sem tak močen karakter, res. Ko se za nekaj odločim, to tako mora biti. Ena velik perfekcionizem in zelo hitro znam biti razočarana nad sabo in tudi nad drugimi, če nekaj ni tako, kot sem si zamislila. Tako da ja. Kaj te je pa zadnjič najbolj razočaralo? Recimo, se spomniš, kaj je tazga, kar si rekla Madonca, a to je tako? Pa ne, da bi me zdaj da bi bila pač res samo en dogodek, ampak zelo velikokrat sem nad ljudmi razočarana, ker res navajena, da ko nekaj rečeš, pač tako bo, oziroma se tega držiš, ker res sem zelo tak človek zanesljiv. In dejansko pač v tem svetu, zdaj ko že živimo, se mi zdi, da noben več ni zanesljiv. Veš, dobra istočnica se mi dala, ne morem zdaj mimo tega. Ta svet, kakršen je pač malo nenavaden, sploh jaz lahko vem, ker veliko o tem poročam, pa pridejo dnevi, ko je samo črna kronika, Ja. pa slabe stvari. Kakšen pa je tvoj dan normalen? Gledaš poročila, spremljaš, ne vem, politiko, gospodarstvo, ali živiš čist svojo pot? Normalen dan, ko sem doma, ali normalen dan, ko sem Pa dajva, se imamo zelo veliko časa, lahko oba Ne, pokomentirava. dejansko zelo ne gledam veliko televizije, sploh ne. Moji doma me hecajo, da imam televizijo samo za goste. Ker sploh se ne spomnim, da bi prižgala televizijo. Tako da ne spremljam nekih televizije, poročil, kar zvem na kakih socialnih omrežjih. Tako da včasih se mi zdi, da tako malo za luno živim, ker pač bolj pozno pridejo stvari do mene. A pa je to slabo? Ne, niti ni, ker se manj obremenjuješ z stvarmi. Okej. Ja, veš, tukaj sem si eno stvar zanimivo zapisal, ki pa jo še nisem vprašal. Poškodbe, a ne? Zdaj, normalni ljudje, ki nismo športniki in od tega ne živimo, se, ne vem, zvijemo gleženj, si poškodujemo kakšno zadevo, to je malo nerodno, no. Vzamemo bolniško in to je to. Kako je pa pri tebi s tem bilo? Kako so pa velike stvari? Prva stvar, ki moram povedati, je, da jaz nikoli nisem bila resno poškodovana. Tu je dobra genetika, dobro delo trenerjev. Ena izmed redkih športnic v judu sem, ko nisem imela večjih težav, nobene operacije. Je pa res, da vsi ti zvini, gležnov, ne vem, neke, kaj ne rečem, ne bom rekla iz pahi komolcev ali pa nekaj takega, pač to so male stvari, ki pač malo si poviješ, pa greš naprej. Jaz verjetno nisem nikoli manjkala treninga, ker bi me pač nekaj bolelo ali pa ker bi bila bolana nekaj. Pač jaz, tudi če sem se slabo počutila, sem šla na trening. Tudi če sem imela zvit gleženj, sem ga povila, pa sem trenirala. V 25 letih nikoli. Edino, ko sem imela COVID, žal. Vidiš, COVID. Takrat, to je bila tudi zanimiva stvar, ne? Takrat smo bili seveda vsi doma in jaz sem nekje prebral, da ste trenirali v sobah. A drži, a ne? Ja, jaz sem se za 2 meseca pa pol preselila v klub, da sem trenirala, ampak vrhunec vsega tega je, da sploh ni bilo olimpijskih iger. Ja, ker so jih predstavili. Ker pač to pa se je za zjokati bilo, resno. Pač 2 meseca pa pol sem živela v klubu, trenirala sem s ciljem, ker pač se moram pripraviti za olimpijske igre in potem oni predstavijo. To je bilo veliko razočaranje, ne? Ja, iz mojega vidika ja, ampak jaz sem čutila, kot da sem sam jaz razočarana, ker kakor je prišla novica ven, da so olimpijske igre prestavljene, sem jaz odprla moj Instagram in sem začela. Vsi so bili ful srečni, vsi športniki, vsi judoisti, vsi, kar sem jih jaz ljudi imela na Instagramu, vsak post je bil, kako so veseli, da imajo eno leto za priprave več.
Jaz sem se počutila tako razočarana in potem, hvala Bogu, sem govorila s to mojo kolegico Clarice, ki je ona rekla, joj, meni je tudi tako, ne, pač nismo bile, mi da edine nismo bile vesele, ker pač iz mojega vidika je to predstavljalo 1 leto trpljenja več. Pač dejansko treningi niso bili užitek. Pač, ja, jaz sem bila poklicna športnica, to je bila moja služba, imela sem cilje olimpijske medalje, ampak morate se zavedati, da to ni nekaj, kar ti je ful fajn na treningu, pač da ful uživaš. Ne, pač to je trpljenje. Čakaj, ti si rekla, da si se tja preselila, tam si jedla, spala. Ja, spala sem, jedla, trenirala, 2 meseca pa pol nisem šla domov. 2 meseca pa pol si bila ob tatamiju. Ja, ker v našem klubu pač so tudi sobe za ljudi, ki pridejo. In v tistem času smo bili samo moj trener, ki pač tam živi, ker ima pač hišo z družino. Jaz, ena druga, ki med tednom drugače je živela v klubu, za vikende je hodila domov, ker ni bila iz Celja. In še en trener, ki je zelo blizu kluba, tako da ja, 5 ljudi. Neverjetno. In potem si šla v Tokio, kjer pa ni bilo gledalcev, a ne? A je bilo hudo? A je bilo drugače, ne? Ne, ker jaz načeloma, ko sem tekmovala, nisem slišala nobenega, samo trenerja in mi sploh ni bilo važno, ali se ljudje derejo, ali je tišina. Se pa spomnim ene zanimive stvari iz Rija. Jaz nikoli nisem slišala gledalcev, nikoli se nisem obremenjevala s tem. Je pa res v Riju, ko sem se šla boriti v polfinalu in sem imela z Brazilko, ko sem jaz stopila v dvorano, ker tam sta dve kategorije na dan, in ko sem jaz stopila v dvorano, ko je cela dvorana bila za njo, ko so vsi ploskali, vsi tako, ko da je cela dvorana proti meni, tako sem se, ker veš, ko te malo tako stisne. Ampak pa, ko sem pa stopila na blazino, je bilo vse v redu, ker pač nisem slišala nič več. To pretvoriš v še večjo motivacijo ali ker strah ne obstaja? To zdaj sem že ugotovila. Ne, jaz sem bila zelo fokusirana, mene ni nič mogel vržiti iz tira. Dajva se dotaknem še te tvoje prijateljice, katerega imena jaz ne bom izgovoril, prav, da me ne bi kdaj slučajno kam prekucala. Ja. Kdo je ona? Kako sta se v bistvu tako našli? No? Clarisa Gbenenou je Francozinja. Midve dejansko nismo imeli nekega odnosa do mogoče leta 2019. Zelo smo se spoštovali, vedno pozdravile. Ona je vedno bila zelo prijazna. Sam problem je bil v meni, da sem jaz bila zelo tak zaprt človek, jaz nisem se pogovarjala z nobenim, pa ne iz vidika, da bi jaz nekaj mislila, da sem jaz nekaj več, ampak jaz sem bila ona tiha, fokusirana v svojem svetu, nisem se z drugimi ljudmi obremenjevala. Potem pa je ona bila še kar naprej dosti prijazna z mano, ker načeloma ljudje so prijazni do neke meje, ko vidijo, da to nekaj ni interakcija, pač grejo stran. Ona je bila skozi dosti prijazna z mano. In 2019 je bilo leto, ko jaz na evropskem prvenstvu nisem tekmovala z vidika tega, da sem se jaz pripravljala za svetovno. Na svetovnem sem pa v polfinalu dobila Soko Make, diskvalifikacijo in se za 3. mesto nisem mogla boriti. In sem bila zelo razočarana. Poleg tega sem šla še zadnjo tekmo na Masters, kjer sem bila 5. in je bilo res porazno leto. In smo se tam tako malo pogovarjali in je bila res tako, kljub temu, da sem bila njena največja nasprotnica, je ona bila zelo tako spodbujala me, je bila zelo prijazna in takrat smo pa se malo bolj tako povezale, smo se začele pogovarjati in potem to v covidu, ko pač smo bile obe dve edine razočarane nad svetom, kaj zdaj še 1 leto več. Potem smo se tudi na tekmah malo več, ko samo zdravo, kljub temu, da je bil še vedno fokus. Po olimpijadi, oziroma že na olimpijadi smo se pa dogovorili, ja, pač, da bomo se bolj družile. Zdaj se kaj obiskujeta? Lansko leto je ona prišla mene obiskati, 1 leto prej, 2021, sem šla njo v Pariz. Zdaj je malo težje, ker ona še vedno tekmuje, pa otroka ima, ampak smo na zvezi, vemo, kaj se dogaja druga z drugo. Je to največ, kar se tiče socialnega omrežja, potegnila ven iz Juda? Ali imaš tudi doma ogromen teh sotekmovalk? To je v moji kategoriji, kar je
za nekatere ljudi je to zelo težko razumljivo, da smo mi dve lahko prijateljici, pa tekmujemo v isti kategoriji, pa ne samo to, ona je največja nasprotnica. Zato sprašujem, ker to se mi zdi tako fascinantno, Ja, to je ampak redko. No? res, pač mi dve res spoštujemo drugo in ona je bila moja res največja nasprotnica, ampak tudi drugo smo izvajale s tem, oziroma smo napredovale druga zaradi druge. Imam pa še eno prijateljico, ki je iz Brazilije, ampak ni bila v isti kategoriji, zato pa smo res lahko take zelo dobre prijateljice, ker drugače to ne bi šlo. A ste se kdaj pomerili na tatamiju? Ja, na treningih, ampak tam je pa prevladala malo njena teža, ker je ena kategorija više in ja, Okay. vemo, kak je bil rezultat. Velikokrat te vprašamo, ne vem, da si ti nek tak sonce za tam mlade otroke, ki bi radi bili judoisti, judoistke. A je to naporno, ali je to odgovornost, ali je to nekaj, kar je super, da pride skupaj s tvojim, zdaj lahko rečemo, nekdanjim poklicem, no? Jaz Da si mislim, nek vzor. da je super in zelo odgovorno po drugi strani, ampak ja, če sem lahko bila nek vzgled v času moje aktivne kariere, s vsemi svojimi rezultati, bi tudi zdaj rada bila nek vzgled, da s trdim delom se tudi v drugi karieri, da je možno, da uspeš. No in zdaj vprašanje, če želiš biti Tina Trstenjak z drugim imenom in priimkom, seveda, ne? Ker Tina je samo ena, kaj moraš imeti, ali pa kaj moramo tudi starši morda dati našim otrokom, to, kar si ti dobila od svojih staršev? Moraš biti zelo vztrajen. Pa tudi takrat, ko ne gre, pa ko ni vse super pa fajn, pa ko so najslabši rezultati, moraš vztrajati. In tudi z vidika staršev, pač je treba spodbujati svoje otroke, stati jim ob strani takrat, ko ne gre, pa biti z njimi tudi, ko so največji uspehi. Jaz mislim, ja, to neka vztrajnost, to primanjkuje zdaj tem generacijam. A vidim, da gledaš, kaj se dogaja okrog tebe ves čas, a ne vse? Ja, Si še rekla, vedno. Da so čudni časi, da so... Ne. Čutim to, ker še vedno grem v klub in pomagam trenerju Fabijanu in vidim pač, da so generacije druge. Ker ti, če hočeš biti uspešen, ni to, da daš ti sam 100% na treningu, to je še vse življenje okrog. Ni samo tatami pa tiste 2 ure, ko si na treningu, ti moraš imeti celo življenje urejeno, pač podrediti moraš stvari, moraš se odpovedati določenim stvarem. Pač v tistem trenutku ne moreš. Boš mogoče to nadoknadil kasneje, ampak prioritete si moraš postaviti. Se pravi, ni dovolj, da greš samo k Fabiju, pa da ima pomočnico Tino, pa boš v bistvu čez 10 let že olimpijski prvak. Ne boš. Ne boš? Pač ni samo trening, no. Je pa res, da moraš biti pripravljen narediti 10% več, kot pa vsi ostali. Nekaj napačnih izjav sem danes že dal, in sicer samo zaradi nepoznavanja položajev. Prej sem te vprašal, a si tudi trenerka, ker pač pomagaš v domačem klubu, pa si me popravila, da si pomočnica trenerja, a ne? Ja, jaz si nikoli nisem želela biti trener, pa ne iz tega vidika, da jaz ne bi rada svojega znanja razdajala, sploh ne, ampak ko si trener, je to skupek vsega. Jaz se zelo rada učim, zato pa z veseljem grem na trening, pa pomagam Fabijanu, pa učim, kažem tehnike, popravljam. Samo to področje mi je zanimivo, ker ko si trener, pa ti moraš pripravljati tekmovalca za tekme, vse treninge, vse programe. To pa je malo lažje delo, ampak po drugi strani pa jaz vse to, kar rada počnem tudi v akademiji, ker sem pač v timu ekspertov in tam tudi jaz učim te tehnike, potem pa preverjamo trenerje, tako da to mi je zelo zanimivo. Za tiste, ki ne vedo, pa so zdaj z nama, pa to poslušajo ali pa gledajo, a lahko razloživa, koliko posebni ste tam pri vas na deželi, da pridejo, če primerjava, naprimer imamo enega res hudega slikarja, pa pridejo, ne vem, iz Firenc mogoče pogledati, če imamo, ne vem, nekega hudega kolesarja, pa pridejo v Komendoh Tadeju in potem pridejo Japonci na deželo.
Ja, pač očitno smo zelo posebni. Ja, sami Japonci, japonska televizija so prišli v Slovenijo, zato da so prišli posnet klub Fabijana, mene. Prišli so zaradi nas, to je tako nerazumljivo, ne moreš si predstavljati. Neki Japonci, ko imajo ne vem koliko olimpijskih prvakov, ne vem koliko judo izhaja iz Japonske, oni se želijo učiti od nas. Što se je za zamisliti? Tudi jaz čutim, da jaz, ko grem v tujino, sem veliko bolj cenjena, kot pa doma. Ampak očitno tako je. Mogoče sam ne znamo pokazati, veš, ali pa povedati. Ne? Mogoče. Kje bo Tina Trstenjak, ne vem, čez 10 let? Ne vem, pa me marsikdo me je zdaj že to Vem, ja, zdaj si to sprašujemo, a ne? Zdaj je bila ta prelomnica, ampak... Ja, želim se izobraževati na tem področju, ker zdaj delam. Mogoče, ker nisi omenil, sem naredila tudi izpit za sodnico letos. Sicer za kontinentalno, naslednje leto grem za international. Rada bi se izobraževala na vseh področjih juda, ker judo ni samo biti tekmovalec in pa trener. Ogromno drugih stvari je. Zdaj sem recimo en mesec nazaj naredila izpit za kato za drugi dan. Želim si narediti vse izpite, ne vem, 6 recimo za 6 različnih kat. Želim se izobraževati na drugih področjih, tako da moja želja je, da bi bila uspešna tudi v drugi karieri. Kam me bo pa to pripeljalo, oziroma kje je pa meja, pa kdo ve. Veš, ko bomo delali te dokumentarne filme o teh uspehih naših športnic in športnikov, a bomo takrat potrkali na vrata Akademije Tine Trstenjak? Po moje ne. Ne? Ne vem, nisem razmišljala o tem. Zaenkrat zelo uživam v tem, kar delam. Nikoli pa ne veš, kaj ti prinese. Rekla si, da te nisem vprašal za to sodnico, drži, nisem te niti vprašal, nekje sem prebral, da tudi sama ne veš, koliko medalj imaš. Naprimer, a se to zgodi po tem, ko judo postane ali pa katerikoli šport del tvojega življenja in je tega pri takih fenomenih, kot si ti, to moram pač povedati, pa večkrat v tem pogovoru omenim, da v bistvu gledaš samo naprej, nič več nazaj. Ja, mogoče je res, ampak tudi jaz nikoli nisem trenirala juda zaradi medalj. Ok, so prišle zraven. Še danes ne vem, koliko imam vseh skupaj medalj in pokalov, ker včasih... A imaš kakšno posebno polico ali omaro ali kovček? Ne, jaz sem se lansko leto maja preselila od tam, kjer sem živela starši v svoje stanovanje in sem seboj vzela samo olimpijske medalje. Zdaj sem še prinesla 3 zlate iz evropskih, pa zlato iz svetovnega, tako da te medalje imam doma, vse ostale so pa pri mojih starših v vitrini, ampak nikoli jih nisem preštela. Vsi vemo, za tiste največje in zdaj, če se malo spomnim, kaj vse si mi že povedala, vse tisto, kar se zgodi prej, pelje do tja, da prideš do olimpijske, naprimer, zlate medalje. Ja, po nekih stopničkah. Jaz mislim, da je velik problem današnjih generacij, da bi radi preskočili določene stvari, ampak enostavno vsi smo nekje začeli in nihče ni bil od začetka že vrhunski. Stopnička po stopničko in potem pripeljete do nekih rezultatov. Drugo leto je Pariza, olimpijske igre, če se ne motim. Se pravi, ti si bila v Riju, pa potem v Tokiju, a boš pa to pa kaj pogrešala? Jaz sem bila tudi v Londonu, sicer nisem tekmovala, ampak sem bila tam in jaz mislim, da je London, da zaradi tega, ker sem bila jaz v Londonu, sem lahko v Riju bila tako fokusirana samo na tekmovanje. Pariz je zelo blizu. Jaz bom vse naredila, da bom dobila vstopnico, ker to jaz ne vem, če bo še kdaj v življenju olimpijada tako blizu. In se res veselim. No. Jaz imam bratranca, ki teče na 400 metrov, zdaj se je vrnil nazaj po hudi poškodbi in smo mu vsi obljubili, da v Parizu bomo šli z avti tja, da to... Ja, jaz se zelo veselim, resnično upam. Vem, da je zelo težko dobiti vstopnice za ta tekmovanje, sploh Francija ima nek čuden sistem. Mogoče mi bo zdaj ta moja služba na svetovni zvezi kaj pripomogla, drugače pa res zelo si želim videti to v živo.
če ne boš pa moja novinarka, sicer ne vem, kako bomo Pomočnik. to uredili, ampak bomo dali pomočnik novinarja, pa bomo oba prosila za karte na Olimpijski zvezi. No, zdaj sva približno 1 uro, nimam občutka, koliko časa govorila, a se ti še vedno zdi, da Tina Trstenjak je bolj taka zaprta, pa da ne pove veliko? Ne, saj sem se popravila na začetku, ko še nisva imela Vem, oklepljenih kamer, da zdaj malo več govorim, kot sem prej. Ko sem se peljala sem razmišljala o tem, kako bom jaz govorila 1 uro. Jaz nikoli še nisem govorila 1 uro pred kamero in evo. Sva kaj pozabila povedati? Zagotovo, Zagotovo. Zagotovo. A veš zakaj? To se mi zdi fino, ker to pomeni, da glede na to, da si bila na začetku tudi moje te pogovorne kariere, da te vedno lahko povabim nazaj. Seveda, z veseljem. Bom dobil tisti kovanček, tak nov, po 10 letih. A drugega, ne tega? Drugega, ne. Po drugi karieri. Ampak po 10 letih bo ta še več vreden, kot je No zdaj. tako, vidiš. Tina, najlepša hvala, da si vzela čas. Hvala. Prav vesel sem, no, da sem imel priložnost. Ne vem, če gledalci, pa tisti, ki poslušajo, sploh razumejo, da v tujini ljudje nimajo take priložnosti, da vedno lahko govorijo s takimi ljudmi. Slovenija je majhna, vi ste tako preprosti, preveč, ne? Preveč ponižna sem prebral. Kaj to pomeni? Še to morava obdelati. Ja, ne vem. A da ne znaš reči ne? Ne, da ne znam reči ne. Jaz mislim, da je mogoče bilo to v tem smislu, da jaz nikoli ne poudarjam mojih uspehov, ali pa da jaz sem pa olimpijska prvakinja, jaz sem pa to pač ne. Jaz sem si vedno želela biti, kljub vsem mojim rezultatom, nek normalen človek. Pač moja želja je vedno bila, da bi me ljudje imeli radi, oziroma da bi se družili z mano zaradi mene. Kdo sem jaz? Ne, kaj sem jaz. In se? Ja, zdaj se mi zdi, da sem pa res začela čutiti, da pa tisti ljudje, ki so okrog mene, so res zaradi mene, ker me imajo radi tako, kot sem, to, kar sem jaz, ne pa zato, ker sem Tina olimpijska prvakinja. In je super. Mislim, da ne bi mogla boljš končati. Najlepša hvala. Zelo sem vesel, da si prišla. Hvala za povabilo. Z veseljem. In to v prvi podcast, ki si ga imela. Ja. Vam pa hvala lepa, da ste bili z nama in poslušajte, kar veliko naukov je Tina danes delila. Če jih deli olimpijska prvakinja, ti nauke res nekaj štejejo. Pa se vidimo spet naslednjič. Hvala.